Iran je odprl Hormuško ožino za tako imenovana nesovražna plovila. Skozi eno najpomembnejših pomorskih poti na svetu lahko plujejo ladje, ki ne podpirajo vojaških akcij proti Iranu. V zadnjih 24 urah naj bi ožino prečkalo 5 plovil, a je stanje še vedno negotovo. Bi lahko Evropa že v aprilu občutila izrazitejše pomanjkanje in podražitve goriva, kot napoveduje prvi mož energetskega velikana Shell, Tisa Strgel. Niso le cene goriv tiste, ki skrbijo evropskega potrošnika. Bojazen je večja zaradi pričakovanega verižnega učinka. Če se draži gorivo, se bo na koncu podražilo vse. Če Evropa že čuti pritisk, pa so posledice zaenkrat najhuje prizadele azijske države. Filipini so postali prva država, ki je razglasila izredne razmere zaradi pomanjkanja energentov. This does not mean that we should panic. It means that we are doing everything that we can to assess and to alleviate the situation. It is a precautionary tool, so that we are ready for whatever comes next. I think the Philippine government is trying to send a broader signal that the situation is indeed an emergency to the broader stakeholders, the public and the businesses. The longer the crisis goes, the deeper it will be. Negotovost ostaja kljub temu, da je Iran oznanil odprtje Hormuške ožine za nesovražne ladje. Plovila, ki lahko plujejo skozi, morajo upoštevati iranske varnostne predpise in se pred prehodom ožine uskladiti s pristojnimi iranskimi oblastmi.